Pozdravljeni v oddaji Splet dogodkov tedna. Poglejmo, kaj se je dogajalo pretekli teden. Zaradi požara v dijaškem domu Ivana Cankarja na Poljanski cesti v Ljubljani je včeraj ob 4 zjutraj prišlo do hudih poškodb nekaterih dijakov in velike materialne škode. Evakuirali so 363 ljudi. 11 jih je bilo poškodovanih, 3 huje. Nekateri dijaki so se reševali s skakanjem skozi okna, saj v stavbi ni požarnega alarma, niti požarnih stopnic. Ta tragični dogodek je razkril resne pomanjkljivosti požarne varnosti v dijaških domovih, saj polovica teh objektov v Sloveniji nima ustrezne zaščite. Minister za šolstvo je napovedal spremembo zakonodaje za izboljšanje varnosti. Prav tako v četrtek ponoči je v Mariboru zagorelo tudi v obratu družbe za predelavo odpadkov Surovina. Gasilci so požar hitro omejili in preprečili hujše onesnaženje okolja. Nastala je velika gmotna škoda. Policija sumi, da je bil vzrok samovžig litij-ionskih baterij. V Sloveniji so šole in vrtci v ponedeljek prejeli elektronska sporočila z grožnjo o nameščenih eksplozivnih napravah v njihovih prostorih. Policija je ocenila, da gre za nizko stopnjo tveganja, saj so bila sporočila generirana in niso bila specifična. Nekatere šole so izvedle evakuacije, medtem ko so se druge odločile za odpoved pouka. Ministrstvo za izobraževanje in notranje zadeve sta nemudoma aktivirala protokol obveščanja in ukrepanja, ki je vključeval takojšnje preverjanje grožnje. Vrtci in šole so kmalu prejeli pomirjujoče informacije in njihov vzgojno-izobraževalni program se je lahko nemoteno nadaljeval. V zdravstvenem domu Ljubljana so zaradi izjemnega porasta bolnikov sprožili načrt množične nesreče in poklicali dodatne zdravstvene delavce. V večini primerov gre za virusna obolenja in bolečine lokalnega značaja, kot so bolečine v križu. Pacientom z nenujnimi stanji svetujejo, naj z obiskom zdravnika nekoliko počakajo, saj je obisk nujne pomoči za nenujna stanja samoplačniški. Virusna obolenja običajno ne zahtevajo zdravniškega pregleda. Priporoča se počitek, uživanje veliko tekočine, kot je voda ali čaji, in zniževanje temperature. Večje število bolnikov beležijo tudi v UKC Ljubljana. Državni zbor je z 51 glasovi za in 28 proti sprejel zakon o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju umetnosti. Zakon umetnikom, ki so s svojimi dosežki prispevali k prepoznavnosti slovenske umetnosti, omogoča, da pridobijo dodatek k pokojnini, ki ne bo presegal višine njihove osnovne pokojnine. Na seznamu priznanih nagrad je 23 nacionalnih nagrad, vključno s Prešernovo nagrado za življenjsko delo. Zakon bo nadomestil zakon iz leta 1974, Ministrstvo za kulturo pa bo vodilo evidenco upravičencev. Opozicija napoveduje, da bo sprožila zbiranje podpisov za zakonodajni referendum. Včeraj je Državni zbor sprejel novelo zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki zaostruje kazni za huliganstvo na športnih prireditvah. Nasilnim huliganom bo med drugim možno izreči 5-letno prepoved udeležbe na športnih prireditvah. Zavezanci za dohodnino, ki lani niso uveljavili olajšave za vzdrževane družinske člane ali želijo podatke dopolniti, imajo za oddajo vloge le še nekaj dni. Rok za oddajo je 5. februar, za tiste, ki bodo vlogo poslali preko e-davkov, pa 20. februar. Olajšavo lahko uveljavijo za otroke, zakonske partnerje ali starše, če izpolnjujejo pogoje. Če olajšave ne uveljavijo, bodo morali doplačati več dohodnine ali bodo prejeli manjše vračilo. Vlada je uvedla nov državni praznik, in sicer 10. november, ki bo dan znanosti. Praznik ne bo dela prost dan, vendar bo poudaril pomen znanosti in raziskovalnih dosežkov v Sloveniji. Na ta dan bodo podeljevali najvišje državne nagrade za znanstvene dosežke, kot so Zoisove in Puhove nagrade. Datum je izbran tudi zaradi UNESCO-vega svetovnega dneva znanosti za mir in razvoj.
V Srbiji še vedno potekajo protesti, katerih povod je bila nesreča v Novem Sadu, v kateri je umrlo 15 ljudi. Študenti zahtevajo odgovornost oblasti in celovito objavo dokumentacije, vlada pa obljublja več sredstev za visoko šolstvo, nižje šolnine ter kazenski pregon odgovornih. V naslednjih nekaj dneh bodo odločili, ali bodo sestavili novo vlado ali razpisali nove volitve, je po torkovi izredni seji srbske vlade sporočil predsednik Srbije Aleksandar Vučić, potem ko je po napadu na študente v Novem Sadu odstopil premier Miloš Vučević. Kljub njegovemu odstopu, pomilostitvi 13 protestnikov in razveljavitvi kazenskih postopkov proti 37 osebam, se protesti stopnjujejo. Študenti napovedujejo blokado mostov in cestnih povezav. Podpora prihaja tudi iz tujine. Srbija je izgnala več aktivistov, kar je povzročilo diplomatsko napetost. Po bojkotu trgovin na Hrvaškem so se nekateri Hrvati odpravili po nakupe v Slovenijo. V Brežicah so opazili večje število avtomobilov s hrvaškimi registracijami. Bojkot trgovin, ki je potekal zaradi visokih cen, je privedel do 44% manj izdanih računov. Akcija, ki se je začela na Facebooku, je trgovce opozorila na potrebo po znižanju cen. Če slednji ne bodo ukrepali, so kupci napovedali nadaljnje bojkote. Po dogovoru med Izraelom in Hamasom o izpustitvi 6 izraelskih talcev so se Palestinci začeli vračati na sever Gaze. Izrael je po sklenitvi dogovora civilistom omogočil prehod, talci pa bodo izpuščeni v 2 fazah. 3 v četrtek, 3 v soboto. Predtem je Izrael več dni blokiral prehod Palestincev na sever, dokler niso bile izpolnjene zahteve za izpustitev talcev. Sever Gaze je zaradi izraelskih napadov močno uničen. Europol je v mednarodni operaciji aretiral 23 nelegalnih bankirjev, od tega 2 v Sloveniji, in uničil kitajsko mrežo tihotapcev z ljudmi za spolno izkoriščanje. Mreža je v Evropo tihotapila predvsem kitajske in vietnamske ženske. Policija je zasegla 180 tisoč evrov in drugo opremo. Preiskave so potekale tudi v Španiji, na Hrvaškem in v drugih državah. Nemški poslanci so 25. januarja podprli zakon, ki omogoča zavračanje prosilcev za azil na mejah. Predlog zakona omogoča hitrejšo obravnavo prošenj in vrnitev prosilcev v države, kjer so prvič zaprosili za azil. Kritiki opozarjajo, da bi ta zakon lahko povzročil kršitve človekovih pravic, medtem ko podporniki menijo, da je nujen za obvladovanje migracijskih tokov. V Washingtonu je prišlo do trčenja potniškega letala družbe American Airlines s 64 ljudmi na krovu in vojaškega helikopterja s 3 člani posadke. Obe letali sta strmoglavili v reko Potomac. Reševalci so doslej iz vode potegnili 28 trupel. Preživelih niso našli. Na krovu letala je bila tudi skupina ameriških umetnostnih drsalcev, med njimi domnevno nekdanja svetovna prvaka Evgenija Šiškova in Vadim Naumov. Vzrok nesreče še ni znan. Preiskava dogodka je še v teku. Marino Kegel je na 3. odprtem prvenstvu Avstralije za gluhe in naglušne tenisače v Melbournu zasedel 3. mesto v posamični konkurenci. V tekmi za bron je premagal Madžara Gaborja Mateja s 6:7 in s 4:6. To je bil dvoboj prvega in drugega postavljenega igralca turnirja. V igri dvojic sta Marino Kegel in Glenn Flindell po 3 tesnih porazih končala na 4. mestu. Zmagala sta Mario Kargl in Gabor Mate, ki sta zbrala 3 zmage. Slovenska rokometna reprezentanca je na svetovnem prvenstvu 2025 pod vodstvom Uroša Zormana napredovala v glavni del, a ji kljub 2 zmagama ni uspelo priti v četrtfinale.
Po poškodbi Nejca Cehteta se je ekipi začasno pridružil Jure Dolenc, ki je nato dokončno sklenil reprezentančno kariero kot najboljši strelec v zgodovini Slovenije. Od reprezentance se je poslovil tudi Borut Mačkovšek. Slovenska reprezentanca se je na koncu uvrstila na 13. mesto. Hrvaška reprezentanca se bo v nedeljskem finalu pomerila z zmagovalcem drugega polfinala v tekmi med Dansko in Portugalsko. V torek je bila v sklopu projekta Kino brez ovir v Kulturnem domu Cerknica projekcija animiranega družinskega filma z naslovom Na polno. Film je bil prilagojen za gluhe in naglušne s podnapisi in tolmačem za znakovni jezik, za slepe in slabovidne pa s prilagojenimi zvočnimi opisi filma. Sledila je delavnica animacije stop motion. Več v prispevku. Novembra je v Brnu na Češkem potekal 3. Evropski mednarodni forum žensk, ki sta se ga udeležili tudi Valerija Škof in Daša Peperko. Tam pridobljeno znanje in izkušnje nam bosta predali na predstavitvi, ki bo v sredo, 5. februarja, ob 17. uri v Društvu gluhih in naglušnih Ljubljana. Raziskave so pokazale, da glasba lahko vpliva na okus sira. Sir, ki je bil izpostavljen glasbeni zvrsti hip-hop, naj bi imel intenzivnejši okus.